Dober dan, sem Simon iz podjetja Red Zion in predstavljam vam Simple Shop. Predstavil vam bom osnove za začetni zagon programa. Torej, osnova vsakega programa so neke nastavitve ter prodajni artikli. Kot prvo, v programu je potrebno nastaviti, prevzeti kraj, davčne stopnje, ne glede ali ste davčni zavezanec ali ne, morajo biti davčne stopnje aktivne. Tukaj pod jezičkom izgled 2 se nastavljajo gumbi za bližnjice ter gumb za postbližnjico. Kolikor niste davčni zavezanec, se vpiše nič. Prav tako tukaj se vpiše nič, kolikor niste davčni zavezanec. Kolikor poslujete tudi z načinom plačila na TRR, se vpiše vaš TRR račun podjetja. Ter BIC koda banke ter naziv banke. Izbere se možnost tiskanja barkode. Kolikor se tiska na A4 in želite imeti grafični A4 izpis, je potrebno nastaviti sliko. Slika je v BMP formatu, katero vam naredimo mi ali jo izdelate sami. Predtem pa je potrebno nastaviti tip izpisa in v tem primeru je pravi nastavi A4 za kuverto. Za nedavčne zavezance se nastavi po principu, da se izklopi šifro ter se vpiše cena, izklopi se dodatna cena, DDV ter izpis DDV povzetka. Kolikor pa ste davčni zavezanec, pa je potrebno imeti ta polja omogočena. Enako je pri POS izpisu. Kolikor niste davčni zavezanec, izklopite izpis DDV povzetka ter v samih postavkah izklopimo izpis DDV produkta ter DDV na sami postavki računa. Svedemo ponovni zagon. Ponavadi se v programu nastavi pod jezičkom Sistem, da se zažene forma za izdajanje računov, katero pač želite uporabljati. V našem primeru bomo izbrali blagajna ZND HD, kar pomeni, da je to za večje zaslone.
Prav tako bomo izbrali, da se program zažene celozaslonsko, ter omogočili bomo varnost programa oziroma prijavo. Pozor! V osnovi je uporabnik že vpisan, lahko tudi pogledamo geslo in vpišete pač svoje podatke. Berete spol, priporočljivo je izbrati barvo, zakaj boste videli kasneje. Ter svojo davčno številko. Davčne številke bodo obvezen podatek pri uvedbi davčnih blagajn. Zato vam priporočam, da to vpišete že sedaj. Kolikor boste potrebovali reprezentanco, to tudi omogočite. Reprezentanca je vezana na uporabnika. Pod skupino določimo pravice. Tukaj vas opozarjam, da je v osnovi potrebno, da je en uporabnik s pravicami skrbnik ali več. Nikakor ne sme biti manj kot en uporabnik, ki je skrbnik. Sedaj lahko preverimo, kako deluje prijava v program. Kolikor se zmotimo, vam ikona in besedilo jasno sporoči, da uporabniško ime ali geslo ni pravilno. Prijavo je možno tudi z črkami ali numeričnimi znaki. In kot smo nastavili, je tukaj razvidno, da je program takoj prešel v formo blagajna ZND, HD. Razlike so očitne in so glede na vaš ekran različne. Torej, imeli in urejali bomo formo blagajna ZND HD. Posebnost form blagajna ZND in gostinec je v tem, da imajo te forme skupne dodatne nastavitve, in sicer do njih pridemo s klikom na ta gumb. V teh nastavitvah določimo izgled, načine plačila, prikaze in tako dalje. Kolikor imamo način plačila gotovina in kartica, pustimo zgolj to omogočeno. Če imate samo gotovina, pač izklopite kartico. Kolikor imate priklopljen postiskalnik in na njega postpredalnik, pustite to možnost omogočeno, v nasprotnem primeru jo onemogočite. Priporočljivo je omogočiti grafične gumbe zaposlenih. Kolikor porabljate program na tablici ali prenosniku, omogočite tudi stanje baterije in napajanja.
Dodatno bomo omogočili dodajanje kupcev, storno, iskalnika ter prikaza trenutne zaloge ter tudi sliko produkta. Povišali bomo kategorijo ter povečali bomo izgled produktov. Če se prijavimo ponovno v to formo, je zdaj razvidno tudi, kateri uporabnik je izbran. Funkcija prijave je samo v primeru, da je tudi omogočena prijava v program. Sedaj bomo nastavili par osnovnih nastavitev pri produktih. Prvo bomo določili barve produktom. To je priporočljivo zaradi vizualizacije, katere kasneje, ko se uporabnik navadi nekega dela, zelo pomaga pri hitrejšem rokovanju z programom. Nato bomo nastavili kategorije produktov. Ter bomo določili barve kategorijam. V produktih bomo določili vsakemu produktu kategorijo, barvo ter možnost lastnega naziva, ročnega vnosa cene ter vrstni red prikaza. V osnovi ima program že prednastavljene 4 produkte. Kolikor jih ne želite porabljati oziroma imeti na seznamu, jih lahko v štartu zgolj prepišete. Določimo tip, tukaj bomo določili naziv po meri za prikaz, kaj to je. Določili bomo barvo 3 ter bomo dali v kategorijo tvoja. Ter določili bomo nov produkt cena po meri. Tukaj vas opozarjam, da v kolikor vrstni red ZMD ni določen, produkt ne bo razviden na formi za izdajanje računov. Enako sledi, v kolikor ni določena kategorija. Barva pa je neobvezen podatek.
Kolikor ne želite na roko pisati vrstnega reda ZND, imate tukaj tudi generator ZND, tako da vam program sam zgenerira za vse produkte sam vrstni red. Vrstni red gre od prvega proti zadnjemu. Tukaj bomo določili produkt za sliko. Shranimo, označimo, kliknemo z desno in dodamo sliko. Pa preglejmo, kako sedaj izgleda. Ta ploščica z rdečo prikazuje stanje zaloge. Seveda v tem primeru je zaloga nič in se upošteva samo, če je produkt označen kot material, kos in tako dalje. Sama EM oznaka ima določeno tip oznake. Torej, lahko piše tudi storitev, pa bi ga označili kot materialno poslovanje. EM oznake lahko poljubno dodajate glede na vaše potrebe. Vekolikor ne uporabljate prevzem artiklov, lahko zalogo poljubno editirate. Sedaj je zeleno označeno. Število prikaza oziroma kdaj je produkt na minimalni zalogi in tako dalje, se nastavi tukaj. Spravi, mi smo določili oziroma v osnovi je že določeno, da je med 0 in 5 srednja zaloga, od 0 navzdol ni zaloge in od 5 na gor je pa pozitivna zelena zaloga. To se lahko spreminja poljubno. Kot smo prej določili, imamo produkte, ki so ekstra označeni zvezdico, s 3 zvezdicami in vkolikor vklopimo z eno, z 2 zvezdicama. To je prikaz za produkt, ki je nastavljen kot lastna cena oziroma cena po meri, naziv po meri ali kombinacija. Kolikor je naziv po meri, sta zraven cene prikazane 2 zvezdice. Če uporabljate tipkovnico na ekranu, se klikne in vam program sam predlaga svojo tipkovnico. Cena po meri je označena z 1 zvezdico. Ponavadi se tukaj vpiše cena, osnovna privzeta cena, minimalna oziroma najnižja cena za neko določeno storitev. Primer, striženje 80 €,
da veste vi, da greste lahko na gor, ne pa na dol. Ter možnost kombinacije, vpis cene in naziva. Z dvoklikom sprožite tipkovnico, enako kot če kliknete ta znak. Z klikom na gotovino ali kartico je račun zaključen. Razlika med tema dvema gumboma je, da imamo pri gotovini tudi prikaz vračila gotovine. Kolikor tega ne želite, lahko to izklopite. Torej, če kliknemo na gotovino, se bo prikazal seznam za vračilo gotovine. In ukolikor vam je stranka v primeru, da je za plačilo 150 evrov dala bankovec za 100 evrov, potem za 50 in še za 50, imate takoj razvidno, koliko morate vrniti. Pogoj za uspešen izpis je, da nastavite primarni POS in A4 tiskalnik. Kolikor želite nastaviti tiskanje v PDF, torej da vam kreira program PDF, pa ta PDF writer nimate nameščen, greste pod jeziček Sistem in kliknete na namestitev PDF tiskalnika. Po ponovnem zagonu programa boste imeli možnost izbrati Qt PDF writer. Ponavadi je primarni tiskalnik fizični, sekundarni pa navidezni. V našem primeru bomo vse zbrali kot navidezni. Tukaj je razvidno, da smo produktu določili tudi neko sliko. Vkolikor ne želite imeti omogočenega prikaza slik, zgolj izklopimo prikaz slik. Enako velja pri prikazu zaloge. Kar se tiče dodajanja strank v program, imate možnost dva načina. Prvi način je, da če ste v programu v vnosni formi za izdajanje računov, lahko kliknete na plus in stranko spišete ali pa jo poiščete. Poiščete jo s klikom na to in hitrost tega je odvisna od vaše internetne povezave. Je pa predpogoj za delovanje tega internetna povezava. Kolikor je izbrana stranka, neko podjetje, bo račun izdan na podjetje in bo, kot temu pravimo, original račun. Kolikor je prijavljen uporabnik 1 in nima pravic, gumb osivi. Prav tako je tukaj razvidno,
da so osiveli vsi gumbi, kateri pač so določeni za višje range pravic. V samem programu je zelo uporabna funkcija informativni izračun. Zdaj računov ni, bomo enega naredili. Pa še enega bomo naredili na kartico. Tukaj se ponavadi konec meseca naredi izpis v A4. Ter po načinih plačila ter po produktih. Le-te izpise predložite računovodkinji. Pod pregled računov imate možnost spreminjanja stranke, kolikor je prišlo do napake, spreminjanja načina plačila ali urejanja računa in seveda zelo potrebno funkcijo storno računa. Račun lahko poljubnokrat odprete, tiskate, predogled izvajate in tako dalje. Pri predogledu računa je dobro, da veste, da je možno izvesti predogled računa s klikom na ta gumb. In tako imate predogled določenega računa. To je uporabna funkcija pri izdajanju računa v A4 formatu. Če se usmerimo na postbližnjice. Izdajanje računov gumb smo prej že določili. Vpiši prejemek ali vpiši izdatek se uporablja glede na vaše potrebe in glede v dogovoru z vašo računovodkinjo. Trenutni saldo je zelo važna funkcija, s katerim imate pregled stanja gotovine v vaši kasi. Stanje, saldo se mora do potankosti ujemati z stanjem, z fizičnim stanjem v vaši kasi. Konec dneva oziroma spet odvisno po dogovoru z vašim računovodskim servisom je potrebno izvajati zaključek. Kolikor porabljate izpis, je pravilna forma kreiranja zaključka. Tukaj je pomembno, da veste, da če ni izbrane kljukice zaključi račune, torej kreiranje blagajniškega dnevnika, da ste kreirali poročilo brez dokumenta. Torej v tem primeru se vaše stanje gotovine ne spremeni. Torej, tukaj gre za informativni značaj izpiska. Vekolikor pa date kljukico,
pa vam program naredi avtomatsko blagajniški dnevnik, izdatek in prejemek in vse te zadeve upošteva ter vam saldo zmanjša na 0. Velikokrat se pojavi vprašanje, kako nastavimo neko stanje v blagajni, torej da imate neko menjalnino. Menjalnina se nastavi tako, da vpišete prejemek, nastavite znesek menjalnine in dodate. Ali to natisnete ali ne, je vaša izbira, ponavadi pa se natisne. Tukaj imamo odprej spiske. Torej, trenutni saldo bo sedaj 30 evrov, zato ker smo vpisali menjalnino 30 evrov. Torej, če bomo sedaj delali račune, se bo seveda menjalnina oziroma trenutni saldo povečeval glede na prejemek plus menjalnino. Vendar, ko sedaj kreiramo zaključek, bo menjalnina ostala v programu, kar pomeni, da se menjalnina prenaša naprej. Torej, stanje menjalnine ostaja nespremenjeno. Vkolikor bi želeli menjalnino zmanjšati, vpišete izdatek, vkolikor pa bi jo želeli še povečati, pa vpišete prejemek. Pozor, vendar, vkolikor delate blagajniški dnevnik ročno in na A4 izpis, je treba vedeti, da ne sme biti tega prejemka v samem seznamu. Kolikor bi bil, ga pač enostavno odstranite in ne upoštevate. Razlika med blagajno ZND in gostinec je v samem namenu. Blagajna ZND je zamišljena, da je trenutni račun oziroma trenutno kreiranje računa na koncu en račun. Pri gostinec pa so dodatne funkcije miza, kar pomeni, da imate lahko odprtih hkrati več računov glede na mize. Tukaj je fejst, da vnaprej nastavite seznam miz, kolikor imate neke stalne fizične mize. Vkolikor miz v narekovajih zmanjka, jih bo program sam kreiral. Torej, to je navidezna miza. Nos računa ZND je popolnoma ista zadeva, vendar na drugačen prikaz. Vstopnica pa je forma za kreiranje vstopnic. Seveda je ta forma prilagojena za prikaz in zgolj samo za prikaz
produktov, ki so kot vstopnica. Vam pokažem. Kolikor bomo imeli tudi VIP vstopnice, je zelo pomembno, da omogočimo izdajanje računov z zneskom enakim 0 evrov. Tukaj nujno izberemo vstopnico, določimo vrstni red ali, kot smo že prej rekli, kliknemo na generator, določimo kategorijo ter po potrebi barvo. Evo, sedaj vidimo vstopnice. Če bi kliknili na #2, bi pomenilo, da bi avtomatsko program kreiral dve vstopnici, torej bi printer dvakrat natisnil, vsako posebej. Kolikor želimo imeti tega več, kar ponavadi tudi je potreba, gremo pod jeziček vstopnico in rečemo 50 ter nujno vsaka vstopnica svoj račun. V nasprotnem primeru bo natisnil 50 vstopnic ter en račun. Če pa bo vsaka vstopnica svoj račun, bo natisnil 50 vstopnic, katere so istočasno že računi. Kako izgleda vstopnico, bomo sedaj pogledali. Zbrali bomo eno. Ta zadeva pa je zamišljena, da jo trga prireditelj. Ostalo ostane stranki, katera je kupila vstopnico. Vnos predračuna in dobavnice je po istem konceptu kot vnos računa A4 in storitve. Razlika med A4 in A4 storitvami in ZND in ZND storitve je v tem, da imate pri storitvah možnost lastnega vpisa produktov ob kreiranju ostalih produktov. Enaka razlika je pri A4, kjer imate možnost naziva, brali bomo neko drugo stranko. Torej, storitve, forme z storitvami se uporabljajo za storitvene dejavnosti ali za kombinacijo le-teh. Nekaj materiala plus neka storitev po meri. Kolikor boste uporabljali skladišče, morate določiti dobavitelje ter imeti vnaprej vpisane artikle, na katere bomo vezali zalogo. Dobavitelja vpišemo tako,
kot smo prej, stranko, ali ga poiščemo ali ga vpišemo ročno. Vendar, če je ta stranka dobavitelj, moramo nujno dati kljukico, da je dobavitelj. Temu primerno je vrstica tudi označena. Sedaj bomo lahko izvedli prevzem blaga na dotičnega dobavitelja. Kolikor je prevzem blaga izveden preko skladišča, vam program onemogoča spreminjanje zaloge na ročni način. Hvala, ker ste nas gledali. V primeru vprašanj nas kontaktirajte preko spletne strani ali telefona. Lep pozdrav!